bolj smo veseli, da si z nami. Dajmo biti mal skupaj, boljš kot da smo sami. Učni kotiček, Na svet za boljši svet. s pravljico v ušesih, gremo na potep. Živjo! Hello! Šinare. Dobar dan. Čavči, zdravči vsem malim in velikim ljubiteljem in ljubiteljicam iger, igrač, prostega časa, igranja na soncu, v telovadnici, lunaparku ali pa doma v dnevni sobi. Te oddaje sem se pa res veselil. Zato se danes počutim tako razigranega. Danes bomo govorili o različnih vrstah iger. Poznamo namreč družabne igre, računalniške igre, namizne igre, igre vlog, miselne igre, pa tudi gledališke igre. Wow, kaj pa počnejo igralci in igralke v gledališču? Kakšne igre se igrajo? Zanje pa ne rečemo, da se igrajo, ampak da igrajo različne gledališke vloge oziroma predstave. Igramo lahko tudi glasbila, o čemer smo se pogovarjali v drugi oddaji, pa tudi košarko igramo. No, ali pa kakšen drug šport. Takim igram rečemo športne igre. Katere pa so vaše najljubše igre? Jaz imam zelo rad skrivalnice. Moja mami pa obožuje Tetris. Včasih je ure in ure zlagala različne kocke tako, da so se postavile v ravno vrsto. Jaz obožujem vse igre, najraje pa imam take z glasbili. No, rada imam tudi igre s kartami, naprimer tarok. Zelo rada igram Dixit. To je ena namizna igra, pri kateri moramo ustvarjalno razmišljati, pa še lepe ilustracije ima. Meni pa bolj ustrezajo strateške igre. To so takšne, kjer moraš razmišljati vnaprej, hkrati pa tudi predvideti, kaj bodo storili tvoji soigralci in soigralke. Koliko iger! Veliko dela nas čaka. Preden začnemo, pa poskrbi, da te nič ne bo zmotilo, Da si udobno nameščen ali nameščena. In dobro pobožaj svoja ušesa, da ti ne bo ušel noben šum. Kot smo že vajeni, najprej prisluhnimo novicam. Drage ptice, kaj se čveka po svetu? Novice! Pozdravljeni v novicah. Kaj se čveka po svetu, se sprašujete? Urana Diana, povej nam. Poslušaj, v zadnjem letu ste kar precej časa prebili doma. Niste hodili v vrtce in v šole, ali pa ste pouku sledili prek računalnika ali telefona. Nekateri ste se na takšno življenje že kar navadili in radi malce dlje spite. Drugi pa pogrešate svoje prijatelje in prijateljice, učitelje in učiteljice. Radi bi se z njimi igrali in zabavali tudi v živo. Dve deklici, stari 5 in 9 let, sta se zato obrnili na ustavno sodišče, ki je najbolj pomembno od vseh sodišč. Sodnike in sodnice sta spodbudili, da preverijo, če so tisti, ki odločajo o zapiranju in odpiranju šol in vrtcev, ustrezno ravnali. Skratka, postopek je kar zapleten. Pomembno pa je, da lahko tudi ti, ne glede na to, koliko let imaš, poveš, če se ti kaj ne zdi v redu. Seveda ni treba kar takoj na sodišče. Najprej se lahko pogovoriš s starši ali s kakšno drugo odraslo osebo. Sicer je pa že skoraj maj, ki se vsako leto začne ne z enojnim, ampak z dvojnim praznikom. 1. in 2. maj sta namreč praznika dela in delavcev. In delavk. Po različnih slovenskih krajih ga največkrat praznujejo z velikim ognjem, ki mu rečemo kres. Če pa se kaj zalomi, pa je vedno pri roki naš dobri prijatelj Maršal iz Tačk na patrulji. No, in pa gasilec Samo.
Hvala, urana Diana. Odjadrajmo pa k vremenu. Galeb Golobič, se slišimo? Slišimo se odlično, hvala za besedo. Aprilsko vreme ni razočaralo, saj je bilo zelo aprilsko oziroma muhasto. En dan smo bili v kratkih hlačah, že naslednji dan pa smo morali zopet obleči kape in rokavice. No, jaz jih nisem, ker sem ptič in nimam rok. Do hitrih vremenskih sprememb pride zaradi velikih temperaturnih razlik. Zemljo namreč ogreje toplo spomladansko sonce, visoko med oblaki pa je še hladno. Tako se topu in mrzu zrak vmes mešata in prihaja do padavin in močnih vetrov. Pogled v vremensko prihodnost mi pravi, da bo v tem času toplo, podnevi tudi preko 20 stopinj Celzija. Seveda ne pozabite kakšne drobtinice od svojega hamburgerja pustiti tudi za nas, ptice. Pa dober tek! Hvala, Galeb Golobič. Zdaj pa nas bo v svet blišča in rdečih preprog popeljal naš reporter iz tujine, Claude Labot. Pozdravljeni! George Clooney, ki je najbrž ptič, saj sicer ne vem, zakaj bi se nekdo pisal Clooney, se je preselil v dvonadstropno gnezdo s pogledom na jezero. O, kakšno ptičjo srečo uživa! Ko smo že pri kljunih, bi rad omenil, da smo ptice ne le talentirane pevke, ampak s svojimi čudovitimi kljuni dajemo ljudem navdih, da svoje igrače, inštrumente, poimenujejo po delih našega telesa. Tak primer je recimo kljunasta flavta. V svetu ptic se s svojim velikim kljunom najbolj pohvalita gospod Tukan in Pelikan, čeprav je kljun gospoda dolgokljunega kolibrija dolg toliko kot preostanek njegovega trupa. Si lahko zamisliti to, da bi imeli nos velik kot svoje telo? Senzacija! Ko smo že pri senzacijah, bi rad omenil še gospoda Pava, ki rad nastopa s svojo pernato pahljačo, pa tudi odličnega ptiča plesalca Fogelkopa iz države Nova Gvineja, ki bi si za svojo plesno igro najbrž zaslužil kakšno medaljo z olimpijskih iger. Poslavljam se z znanimi besedami stare krilate legende Kaličopka. Čiv, buc, bav! Hvala, Claude Labot, za ta zanimiv pregled. To je bil informativni program. Adijo! Ej, a veš, kaj je rekel Branko Čopič? Se v življenju se učiš, ne samo iz knjig, iz življenja. Wow! Ljubljana, Celje, Maribor, stop! Ljubljana, Celje, Maribor, stop! Ljubljana, Celje, Maribor, stop! Ljubljana, Celje, Maribor, stop! Juhu, zmagal! Ja, bravo, super! Kako sem se vrnil v svojo mladost, ko sem vas takole opazoval. To igro smo mi imenovali Ljubljana, Zagreb, Beograd, stop. Spremenila so se nekatera imena, a pravila so ostala ista. Ja, še vedno nekdo, recimo mu voditelj, stoji s hrbtom obrnjen proti drugim, ki so kakšnih 20 korakov za njim. Ta, ki stoji sam, reče: Ljubljana, Celje, Maribor, stop. To lahko pove v različnih hitrostih. Medtem se ostali igralci premikajo proti njemu. Ko izreče besedo stop, se obrne proti njim in če vidi, da se kdo premika, ga hitro pošlje nazaj na njegovo prvotno mesto. Cilj igre je, da se nekdo dotakne voditelja in ga zamenja. Res zelo zabavna igra. Moja najljubša igra je bila vedno barve ven. Kako pa se igra barve ven? Precej preprosto, saj je igra podobna ristancu, le da tu na tla narišemo pravokotnik in ga razdelimo na 6 delov.
prvi in zadnji del pravokotnika ostaneta prazna. V ostale dele pa napišemo kategorije, naprimer barve, rastline, avtomobile ali hrano. Kategorije si sicer lahko izmišljamo čisto po svoje. Naprimer, lahko napišeš tudi živali. Tako zapletena pravila, da je bolje, da se kar igrava in morda kasneje še razloživa, prav? Velja. No, pa začniva. Živali, živali, ven. Živali, živali, pes, pes, mačka, mačka, lev, lev, delfin, delfin, živali, živali, ven. Aha, pomembno je, da v prvem in zadnjem delu vedno ponoviš kategorijo, v vmesnih delih pa naštevaš. Zdaj pa še enkrat, tokrat na primer z rastlinami. Velja. Rastline, rastline, ven. Rastline, rastline, korenje, korenje, zvonček, zvonček, breza, breza, česen, česen, rastline, rastline, ven. Super, uspelo ti je. Res so kar zapletena pravila, a igra je fina. Zanjo potrebuješ le kredo ali kamen, ki pušča sled, in veliko domišljije. Super. Pojdiva poiskat prijatelje, ki se bodo z nami igrali. Ja, pojdiva, juhu! Tudi izštevanke so odlična igra, ki se jo lahko igraš s prijatelji. Me prav zanima, koliko jih poznaš. Prebral ti bom 3 uganke, a ker so se mi nekatere besede v knjigi izštevank izbrisale, bom prosil tebe, da uganeš besede, ki manjkajo. Namesto pogrešanih besed bom predvajal tale zvočni signal. Začnimo! Enkole, penkole, rom, pom, pom, cigole, cagole, major, dom. Cuci, buci, medved, miš, zajec, muca, ti... Ti prdiš. Ne, to se pa res ne spodobi. Se ti kaj svita, kaj bi lahko bila rešitev? Gremo na drugo uganko. Metoda Neroda po lojtri je šla, se je lojtra zlomila, je padla na... Kam je padla uboga Metoda? Če se ti zdi kakšna uganka pretežka, lahko odgovore najdeš tudi na naši Facebook strani. To ni goljufanje, to je le prijazna pomoč. Gremo še k tretji, zelo nevarni uganki. Leze, leze krokodil, krokodil iz reke Nil. Že se bliža cmok na usta, pazi, da te ne... Sem se kar malo ustrašil. Vse slišane izštevanke lahko zdaj uporabiš za igro ali pa takrat, ko se boste doma naslednjič odločali, kdo mora pomiti posodo. Pa srečno! Boljši svet. Dobro jutro, dober dan, v kotičku za boljši svet, bodi vedno nasmejan. Kaj? To besedilo pa ne gre takole. Vem. Samo malo se mi je pela ta melodija. Mislim, da gospa Neca Falk ne bo nič zamerila. Kdo? Neca Falk? Jep, Neca Falk pa je to pesem. Gotovo jo poznaš. No, gotovo poznaš vsaj njen glas. Ko zapoje zvonček v uri, prebudi se. Joj, no, pa spet to petje. Pa kaj si ti danes tako tečen? Raj se pridruži in skupaj zapojva. Ko zapoje zvonček v uri. No, vidiš, ni vse takoj boljše, če pozabiš na nerganje in se pridružiš. Ja, no, imaš prav.
In veš, kaj je še lepše od tega, da se pridružiš? Kaj? To, da nekoga povabiš zraven. Naprimer, ko se igraš na igrišču, pred šolo, vrtcem, hišo ali blokom, poglej okoli sebe. Morda kje nekdo sam stoji, sedi, se čisto sam igra. Povabi ga ali jo zraven in če se morda prvič ne bo želel ali želela pridružiti, pa povabi še kdaj. Včasih potrebujemo samo malo poguma, pa gre. O, to pa res lahko naredim že jutri. Daj. In veš, na kaj moramo biti pri igri še posebej pozorni? Na to, da ni pomembna zmaga, pač pa zabava. In zabava bo vedno tam, kjer nihče ni glavni. A hkrati smo glavni vsi. Joj, koliko dela imam jutri v šoli. Komaj čakam. Ja, saj veš, za boljši svet se je treba potruditi. Tudi pisateljice in pisatelji se igrajo. Izmišljajo in zapisujejo si besede in sestavljajo zgodbe, ki jih mi nato beremo in si jih pripovedujemo. V tokratni oddaji bomo prisluhnili pravljici Žalostni princ, ki jo je napisala ameriška pisateljica Barbara Andrews. Nekje daleč je živel star kralj, ki je imel edinega sina, mladega princa. Princ je imel polne roke vseh igračk, ki si jih lahko zamislite. Imel je bazen in lastno igrišče. Imel je celo modre može, ki so si ves čas izmišljali nove igre zanj. Danes sem pripravil za vas igro z žogo. In vendar je bil ta princ zelo žalosten deček. Nikoli se ni smejal in pel. Samo tiho je posedal dan za dnem. Kralja je skrbelo za žalostnega princa, zato je sklical modre može. Morda bi ga razvedril izlet na morje. Boljše bi bilo dolgo potovanje. Ali pa pohod v gore. Ko sem bil še majhen, sem imel majhno žival. In kralj je zaklical. To bo tisto. Princ mora dobiti ljubljenčka. Ljubljenčka, ki bo nekaj posebnega. Kralj je dal razglasiti po vsem kraljestvu, da bo tisti, ki bo prinesel kraljeviču živalcu, ki ga bo usrečila, dobil vrečo zlata. Prišel je dan, ko bi si moral princ izbrati ljubljenčka. Sedel je v prestolni dvorani svojega očeta in si ogledoval najrazličnejše živali, ki so mu jih prinesli ljudje. Neki mož mu je pokazal majhnega slona iz daljne dežele. Ne, slona ne bi mogel vzeti v posteljo. Nekdo drug mu je prinesel pisanega pava z bleščečim perjem. Zelo je lep, ampak peresa bi me ščegetala v nos. Nekdo je prinesel lepo srebrno ribo, ki je pluskala po vodi v veliki skledi. Princ je zmajal z glavo in rekel: Ribe ne moreš pestovati. Princ si je ogledal vse živali, ki so jih prinesli ljudje, a se nobene ni razveselil. Nenadoma je vzbudilo prinčevo pozornost nekaj na drugi strani okna. Tam je sedel razcapan deček. V rokah je držal majhnega, kosmatega psička. Oče, to je tisto, kar bi rad. Kralj je pogledal skozi okno. Glej, psiček! Pripeljite mi tistega dečka in njegovega psa! Deček je bil ves preplašen, ko so ga privedli pred kralja. Psička je trdno stiskal k sebi. Prodaj nam svojega psa! Tinker ni na prodaj, nikoli ga ne bi mogel prodati. Neumnost! Dobil boš vrečo zlata, ki ga boš odnesel očetu in materi. Tako nagrado dobi, kdor prinese princu ljubljenčka. Tako. Toda vaše veličanstvo, ne očeta ne matere nimam in Tinker je moj najboljši prijatelj. Lepo vas prosim, nikar mi ga ne vzemite. Kralj se je zamišljeno popraskal po glavi. Poklical je modre može in dolgo so šepetali med seboj. Potem se jim je posvetilo. Namesto da bi psička kupili,
so povabili dečka in psička naj živita v palači skupaj s princem. Modri možje so se počutili še bolj modre, ker je princ zaradi psička postal najsrečnejši deček na svetu. Niso pa vedeli, da je imel princ nekaj, kar ga je še bolj osrečevalo kot psiček. Ali veste, kaj je bilo to? Še čestitka in pozdrav iz zvočnika. Čau, čau! Auf Wiedersehen! Hej do! Zajčen! Naslišanje! Ko smo se toliko pogovarjali o igrah, se mi je prav zahotelo ene igre tenisa. Bi šel kdo igrati z mano? Lahko ga igramo v dvojicah, tako bomo vsi štirje vključeni. O, super, samo polopar skočim. Ojoj, kakšen glas imaš, Jošt. Ampak kaj pa čestitke in pozdravi? Aha, saj res. A smo dobili kaj pošte? Ja, seveda smo. Poslušajte tole. Dragi ustvarjalci Oro oddaje, najprej hvala za super poučne in zanimive oddaje. Jaz pa pozdravljam prav vsakega od vas. Joštove in Tanjine rožice, upam, da ste jih dovolj zalila. Tejino peč Greto, naj še naprej opravlja svoje delo gretja tako vestno. Ter Juševo super duper žogo za ameriški nogomet. Upam, da se Galeb Golobič počuti bolje in da njegova alergija čim prej mine. Mojca. O, kako lepo! Hvala Mojci za te lepe pozdrave. Galeb Golobič je bolje. Žal pa zdaj kiha Jošt, ki se je, kot slišite, malo prehladil. Če želiš tudi ti poslati kakšen pozdrav, nam piši na oro.oddaja@gmail.com. In ne pozabite se naročiti na podcasterske platforme. Najdeš nas na Anchorju, Spotifyju, Google Play, Apple Podcasts, Facebooku in na YouTubu. A smo pripravljeni? Jaz bom serviral žogico. Ej, a je že kdo ugotovil, kaj to pomeni oro? Joj, zadnjič sem že vedel, pa sem pozabil. Jaz mislim, da pomeni okrogel ristanc odskakati. Meni je pa nekdo rekel, da to pomeni opa, ropa, opala. Ah ne, to je zagotovo objemajoče, roke objemajo. Ali pa opsala, rozinasta ogrlica.